Idemo nazaj k naši Tini Vesni. Ki pa najbrž ni več na gradu, kaj ti pogovarjala se bo s Tijo Jerkič, ki dela na projektu Mi2. To je cilj projekta Mi2, je ljudi ozavestiti o kulturnih razlikah in podobnostih. Osnovna izziva sta tako povezovanje različnih kultur ter informiranje udeležencev o pogostih komunikacijskih šumih. Ciljni skupini projekta sta dve. Predstavniki lokalnega okolja in predstavniki populacije migrantov. Več o tem projektu pa boste povedali Tina Vesna in Tija, tako da lepo pozdravljeni obe. Lepo pozdravljena tudi vidva, res je, z mano je Tija in govorili bova o projektu Mi2, je res? Ja, res, ja. Dobro jutro, Tija. Povej mi mogoče malce več za začetek o samem projektu. Torej, gre za projekt, ki se imenuje Hashtag ali ključnik Mi2. Financira ga Evropska solidarnostna enota, izvaja se v okviru Rdečega križa Slovenije. Na projektu nas sodeluje trenutno 7 mladih, 5 Slovencev, 1 Kurd, 1 Eritrejec. Projekt je namenjen združevanju lokalne slovenske populacije na eni strani in migrantske populacije na drugi strani, predvsem preko razlaganja nekih kulturnih šokov, kulturnih nesporazumov, ki nastanejo zaradi različnih kulturnih ozadij in tudi zaradi različnih ozadij, v katerih se ljudje znajdejo. Torej, ciljne skupine sta nekako dve. Naš cilj je pa povezovanje teh dveh skupin, gojenje spoštovanja in učenja en od drugega. Zanimivo. In včeraj ste imeli webinar, ne? Pa mogoče lahko malo več poveva o webinarju. Zakaj je bil ta webinar, kdo ga je vodil, kaj se je dogajalo? Ja, včeraj smo imeli res super webinar. Naslov je bil Kdaj je vaš december? Ne, to, da je zdaj praznični čas, novo leto, smo se odločili, da naše sogovornike povprašamo, kako oni praznujejo novo leto v njihovih kulturah. Z nami so govorili Sirak, ki je tudi član naše skupine iz Eritreja, Baran, ki je tudi član naše skupine, ki je kurdskega porekla, Reza iz Irana in pa Hasan iz Bangladeša. Res so se ful dobro pripravili, ful dobre predstavitve in zanimive predstavitve so imeli. A so vsi govorili v slovenščini? Ne v angleščini, smo imeli pa PowerPoint v slovenščini. Sicer se jih večina kar dobro govori slovensko, ampak je vseeno lažje, včasih v angleščini. Koliko je bilo pa recimo udeleženih, je bilo veliko, ko bi rekla, gledalcev oziroma ljudi, ki so poslušalcev? Ja, v bistvu vsaj jaz sem bila zelo pozitivno presenečena, je bilo 15 udeležencev, mislim, da je bilo vse skupaj, kar je super, tudi odzivi so bili zelo dobri, postavljali so vprašanja ljudje od spodaj v tem chatboxu, tako da, ja, no, smo. No, super, super. Imate še kakšne podobne načrte v planu? Ja, imamo, zaradi tega, ker teme so res neskončne in ful zanimivih informacij smo zvedeli, recimo, zdaj v konkretnem primeru novega leta smo zvedeli, recimo, da Eritrejci imajo navado, da pri njih mlade punce tečejo po cesti za ljudmi, pa pojejo pesmice, zato ker hočejo denar. Ampak to so take hvalnice, ljudje jih včasih ignorirajo, ker hočejo več denarja in recimo pojejo babi, poglej v svoj žep. Potem Kurdi hodijo z baklami po hribih, pa kurijo krese, pa skačejo čez ognje. To je nekaj povezano z eno legendo o nekem zlobnem kralju Zahaku, ko so mu kače rasle iz ramen. Potem v Bangladešu imajo res take masovne procesije, vlada zapre eno celo ulico, da ne blokira se celo mesto, imajo take ogromne skulpture živali, zgodovinskih likov, karkoli predstavlja njihovo kulturo. Iran ima tudi zelo zanimivo novo leto, ampak o tem bo več povedal potem Milet. Ok, velja. Slišala pa sem tudi, da imate v bistvu pripravljate neko knjižico. Ja, res je. Na koncu projekta, zaradi tega, ker najprej smo hoteli delati delavnice, ampak pač to je zdaj nemogoče, tako da smo se odločili, da bomo pripravili neko knjižico z zbirkami teh zgodb, ki jih zbiramo od sogovornikov. Recimo, zbrali smo že kar nekih ful zanimivih. En primer je, naš sogovornik iz Bangladeša je razlagal, je delal v restavraciji in je recimo njegov sodelavec je umival zelenjavo in mu je rekel, on ne bi ti bilo treba tega narediti. In on je rekel, v redu, in je nehal pomivati to zelenjavo.
In on je bil začuden, ne? Ker v Bangladešu oni ne rečejo hvala, imajo besedo za hvala, ampak ne rečejo hvala, ampak rečejo, ne bi ti bilo treba tega narediti. In ti rečeš, to mi je v veselje, ne? To je en primer. Pa recimo sogovornik iz Eritreje, imate zelo zanimivo izkušnjo na avtobusu. On je sedel, zraven je prišla ena starejša gospa in on je rekel, gospa, usedite se. On je rekel, ne, v redu je. Gospa, usedite se, ne, v redu je. Gospa, usedite se, ne, v redu je. Gospa je šla stran, je bila najprej, ne vem, užaljena, prizadeta, on je bil pa zmeden. Ampak to je zaradi tega, ker v Eritreji moraš ti večkrat vprašati svojega gosta ali pa karkoli, a boš to? In on mora reči, ne, a boš to, ne, a boš to, ne, a boš to, ne. Na neki točki že reče človek ja, ampak pač taki sprašuje, a boš, s tem pokaže spoštovanje. Na drugi strani tisti, ki govori ne bom, kaže skromnost. Ampak tukaj je prišlo do ful nesporazuma. Ker so različne kulture, ne? Tako. Jaz bi kar še malo poslušala, še kakšna dobra zgodba. Kakšno bo potem še Milad povedal? Tudi kaj. Pa recimo, podobno s tem zavračanjem, tudi iz Eritreje je bilo, da so bili v filantropiji na neki orientaciji začetni, ko so prišli in so jih vprašali, boste čaj, boste kavo, oni so rekli pač ne. Potem jih je noben še enkrat vprašal in so ostali pa že iz čaja pa kave. To je tudi kar dobro. Veš, kaj mene tudi zanima? Mogoče iz tvojega vidika, ne? Ker sicer pa sem pogovarjala tudi z Miladom, pa bom njega vprašala, kako je recimo preživel čas v Sloveniji, če so bile kakšne situacije, pa mogoče iz tvojih oči vidiš, kakšni smo Slovenci po naravi. Smo, tako bom rekla, taki dobrosrčni, pa ne dobrosrčni, ampak v smislu, da znamo sprejeti migrante oziroma pač ljudi iz drugih držav. Kakor kdo. Ja. So pozitivne izkušnje, so tudi negativne izkušnje. Recimo kar nekaj sogovornikov je do zdaj reklo, da niso bili pripravljeni na rasizem v Evropi. Da ga niso pričakovali. Ja. Tako da se dogajajo negativni odzivi. Vse veliko, ja, razumem. Kako pa recimo se povežete s sogovorniki za projekt? Sogovornike v bistvu poznamo kot posledica tega, da nas je bila velika večina prej že prostovoljcev Rdečega križa. Sodelovali smo s projektom ESIRAS, to je Employment and Integration of Asylum Seekers and Refugees. To je mednarodni projekt Rdečega križa. Poleg tega se je v istem času odvijal tudi projekt, ki ga moram prebrati, ki ima res dolgo ime, psihosocialna podpora in svetovanje v primerih spolnega nasilja po spolu, ki se je izvajal po naročilu UNHCR, to je Visoki komisariat za begunce Združenih narodov. Izvajal ga je pa Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z zavodom EMA, to je Center za pomoč žrtvam nasilja, ki ta projekt še vedno fura naprej. Kot prostovoljci smo v bistvu takrat spoznali zelo veliko ljudi, s katerimi smo še danes zelo veliko v stiku. Recimo zdaj smo v štabu bivšega ESIRAS projekta, ki je zdaj hkrati tudi štab #NI2 projekta. Tukaj smo prostovoljci Rdečega križa v bistvu še kar zelo aktivni v smislu podpore pri učenju slovenskega jezika, podpore pri pisanju življenjepisov, iskanju zaposlitve in pa podpori pri recimo drugih aktivnosti, ki jih bi radi naši uporabniki počeli. Recimo, ne vem, če veliko ljudi ve, da ponavadi, ko prosilci za mednarodno zaščito pridejo v Sloveniji, morajo 9 mesecev čakati, da dobijo sploh dovoljenje za delo. V tem času ne smejo delati legalno v Sloveniji, če v tem času niso dobili negativa, se pravi negativne odločitve glede statusa. 9 mesecev je kar dolgo obdobje. Ja, zelo. Lahko se učiš slovensko, lahko ne vem kaj delaš in zelo veliko ljudi je v bistvu prišlo sprašno, da bi prostovoljno delali. Neki se je priključilo Rdečemu križu. Ena zelo pozitivna zgodba je z enim gospodom iz Irana, zelo simpatičen gospod, je zelo si želel delati v domu za starejše občane in zdaj v bistvu je zelo aktiven, do korone seveda, je v bistvu vsak dan hodil v dom starejših občanov v Trnovem, zelo pozitivna izkušnja, ful ga imajo radi tam in vodstvo in bivajoči. Ja. In pa lahko tam prostovoljno delam. Tako, zanimivo. Hvala Tija za tvoj čas, hvala za vse odgovore. Gremo zdaj v oglase, potem pa nadaljujemo pogovor še z Miladom. Ne? Se gledamo. In smo že nazaj. Ja, prej je bila z mano Tija, ki je več govorila o projektu, zdaj bomo pa še pogovorila z Miladom. Dobro jutro, Milad. Dobro jutro. Mida pa tudi malce več govorila o projektu, oziroma zanima me, kako si povezan s projektom? Se poznamo, mislim, iz Kotnikove, to je že dolgo nazaj, mislim.
3 leta nazaj. In kako pa si začel s projektom? In, moja prijateljica je rekla, da lahko se družiš in lahko pomagaš, s tem, ko jaz seveda z veseljem. Okay. In kako ti je do zdaj, ti je všeč? Kaj je projekt ali Slovenija? Greva najprej na projekt, pa boš pa tudi na Slovenijo. Seveda. Ja. Jaz seveda mi je všeč. Kaj pa počneš na tem projektu? Jaz pomagam, recimo, če nekdo hoče se učiti slovenščino, jaz pomagam. Pomagaš, da se... Ja, in tako naprej. Zanimivo. Včeraj se je v bistvu praznovala Jalde, ne? To je iranska dolga... Jalde. To je iranska dolga noč. Ja, če lahko vas predstavim, ker je tudi Jalda ženski ime v Iranu, pa lepo moram povedati. Kako še enkrat? Ženski ime v Iranu, tudi je Jalda, pa lepo moram povedati. Okay. Vsako leto v Iranu imamo praznovanje, ki je v iranski kulturi zavezalo svoje mesto približno 3000 let. Čas tega praznovanja je med sončnim zahodom in to je najdaljši dan, zadnji dan jeseni. Kaj delamo sploh na tej proslavi? Obiščemo najstarejšega člana družine, recimo babica in dedek. Pa običajno pripravimo večerjo in je zraven raznoliko sadje, še posebej granatno jabolko in lubenica. Pa beremo poeziji pesnikov kot Hafiz, Rumi, Khayyam. Berete pa poezijo? Ja. Se pravi, obiščete stare starše, recimo babico ali dedka? Se družimo, ja. Ja. To je prav tradicija, da se obišče... Ja. To je tradicionalni keš. Ja. Pa bi mogoče, zdaj sva govorila o poeziji, bi mogoče lahko prebral kakšno poezijo, ki jo berete? Ja, seveda, ampak moram brati iz telefona. Ja. Okay. گرمن زمه مغان مستم هستم ور کافرو گبر و بت پرستم هستم هر طایفه‌ای به من گمانی دارد چون خود دانم چنان که هستم Kako dobro. Mislim, lahko gospa Tija pomagala. Ja? Pa v slovenščini. No, evo, Tija. Boste razumeli in boste počutili. Tako, da... No, evo, pa nam boš pa tudi, mislim, skupaj nam boste pa povedala, kaj je pomenilo to zdaj, kar si prebral, ne? Ja, jaz. Ok. No, Tija, kar pridi. Še imamo družbo, še vesele Šane. Dobro jutro. Tak mlad, 5 mesecev star kuža, ki zelo je taka nagajiva. V prevodu, sicer to je star perzijski jezik, ni bilo lahko prevesti, tudi ne vem, če je popolnoma pravi prevod. To nekako pomeni, če sem pijan od prepovedanega vina, pa kaj potem? Če sem nevernik, pogan ali idolator, pa kaj potem? Vsaka sekta me ima na sumu, ampak jaz sem samo jaz. Aha. Zanimivo, kako je v bistvu to pol za njihovo dolgo noč. Moram povedati, poezija je povedal Khayyam približno 800 let nazaj. Aha, pa že takrat je zanimivo. Ja, več kot 800 let nazaj. Ja, pa veš, kaj me še zanima, imate še en praznik in sicer Nevroz? Noruz. Noruz je najstarejših praznovanj iz časa antičnega Irana. A res? Ja, pa kdaj je pa Noruz? Na začetku pomladi. V bistvu seveda tega praznovanja ni samo za Iran. V Afganistanu, v Tadžikistan, Irak, Sirija, Uzbekistan tudi praznujejo. Kako pa se praznuje? Bom razlagal. Torej, kdaj je pa Noruz? Na začetku pomladi. Ta dan je začetek novega leta. Zakaj? Zato, ker mi verjamemo, pomlad je začetek življenja. Ker se vse zbuja. Ja. Ne? Pa na tej proslavi, recimo na mizi,
postrežemo 7 stvari, ki se začejo s črko S. Recimo naš jezik sip. Kaj pomeni jabolko? Seke kovinec. Sir česen. Serke kis. V bistvu predmeti, ki imajo simbolni in simbolni vidik. Pa to je novost. Pa otroci dobijo darilo, ponovadi denar, pa se družimo in babica in dedek bere poezija. Ja, kako lepo, da imate še... Tradicionalniki, veš, tako. Ja, zelo lepo. Veš, kaj pa mene zdaj še zanima? Da sva govorila prej na začetku, tvoje doživljanje, se pravi v projektu, zdaj me pa zanima, kako ti je recimo v Sloveniji, kakšni so bili, pa mogoče 5 let si že, zdaj bo 5 let, ne? Hvala bo 5 let. Ja, in kako je bilo recimo na začetku, ko si prišel, je bilo težko priti v novo državo, naučiti se popolnoma nov jezik? Ja, veš kaj, če recimo hočeš iti nekam zaživeti, ti si kot otrok, zato ker nič ne znaš jezik, ne znaš kultur, moraš se učiti. Ja, je bilo težko. Kako se reče, dom je tam, kjer čas nima ure. Ampak tukaj sem v redu in moram biti hvaležen, zato ker imam svoj mir. Pa jaz obožujem Slovenci, ker ful spoštujejo narave. To je najboljša odmetnost, ne vem, kako se reče točno. Najboljši odnos do odmetnost. Ja, kako se reče? Umetnost? Umetnost. A je umetnost, ja. To je težko, veš. Ja, je kar težka, se strinjam. Kakšni so bili pa recimo, ne vem, si imel isto kakšne težave z sprejetjem, pa tako kot tebe, nekoga iz druge države? Nisem imel tako. Prijazni so Slovenci. Ja. Ampak ful me zanima, zakaj. Bom povedal ena zgodba. Enkrat sem hotel iti nekam in recimo nisem 5 let nazaj, že dolgo, in nisem imel tudi internet. Pa kaj moram narediti, moram vprašati. Pa na začetku sem se naučil slovenščino, videl sem eno gospa, pa sem šel tja. Dober dan, gospa, lahko nekaj vprašam? Yes, of course. Ok, lahko mi povedi, kje je ta naslov? Pa ona me povedala celo zgodbo po angliščini. Alo, gospa, kaj je to? Ne vem, zakaj Slovenci, ne vem. Ja, mogoče se nam zdi, da je tako težek jezik za razumeti, da raje povemo v angliščini, da bo za sigurno. Ja, ker tudi vsi znajo angliščino. V Iranu čisto kontra, veš. Recimo, turisti grejo tja in Iranci ne znajo dobro angliščino, ampak grejo tja recimo turisti in če hoče nekaj vprašati, Iranci bojo govorili farsi, če ne bojo razumeli. Zato mi je zanima tukaj, zakaj. Na začetku sem mislil narobe delo, mogoče se naučim mađarsko. Mogoče ne razumejo ljudi za to. Da je kaj narobe. Pa imaš mogoče še kakšno zgodbo iz Slovenije, tako zanimivo, da bi se zdaj spomnil? V službi sem imel, recimo, poslanci, recimo, Jesse Bolan, šta ima, tega moram znati, veš. Šta ima Jesse Bolan, brate, ne, veš. Ne gre samo slovenščino, moram znati. Se zraven učiš še drugih jezikov. Hvala, Milad, za tvoj čas. Prav super je bilo poklepetati s tabo. Jaz upam, da bomo še lahko prišli. Bomo še kaj, če ne smo pa na kakšnem projektu videli, ne? Sorry, nisem razumel. Da se bomo na kakšnem projektu videli. Jaz seveda z veseljem. Ok, tako, mi gremo počasi v oglase, jaz grem še naprej malce klepetati in se gledamo.